Velikonočna poslanica v pripravah na praznike, v znamenju dobrodelnosti, preverjamo kondicijo, kulturniki z novim vodstvom, pletenice po novo, starševski in materinski dan, po večeru športa, smučarski teki po starem. Lepo pozdravljeni. Nahajamo se sredi zares najlepših praznikov, najpomembnejših praznikov za kristjane. Časa, ko je Jezus, on, ki je mnogim delil veselje, milost, mnogim dal spodbudo za življenje, on je za te praznike sestopil iz svojega velikega položaja, Božji sin. Sestopil je in postal eden od tistih razbojnikov, ki so ga sramotno pribili na križ, da bi s tem uničil vso sramoto sveta in jo spremenil v en sakrament srečanja, svete maše. Jean Vanier, ustanovitelj Barke, je nekoč dejal, da je naša družba obsedena z tekmovanjem, s povzpetništvom, biti najboljši, biti tisti, ki ima moč, ki je lep, ki je sposoben. Naša družba zares zapostavlja vse, kar je malo nepopolno, kar je človeško. Zato ne prihaja do teh človeških srečanj, ki si jih zelo želimo, po katerih najbolj hrepenimo. In prav ta praznik, Velika noč, nam je v pomoč, da tudi sami znamo sestopiti iz svojega trona, iz svoje samozadostnosti in vstopimo v to skrivnost, ki je ne moremo razumeti, začutimo pa jo, kadar se kot ljudje srečamo med seboj in si znamo v križu vsakdanjega trpljenja tudi čestitati in priznati, da Bog deluje, da nas Bog spreminja, da Bog vstaja od mrtvih in naša prazna dela spreminja v tiste dejavnosti, ki omogočajo veselje, zadovoljstvo, srečo. Vesel sem, da vas pozdravljam iz delavnic Barke, bolj natančno iz kapele, kjer se tukaj srečujemo, kjer molimo tudi za vas in vam želimo, da bi vaš vsakdanji križ ne bil pretežek, da bi v njem spoznali smisel zorenja za večnost, saj je skupnost življenja v nebesih, to, kar večkrat okušamo že v naših družinah, v naših srečanjih, da je to tisto, kamor nas Bog vabi in nas bo tudi nekoč sprejel. Vsi smo tja povabljeni, vstopimo in sprejmemo Božje povabilo. Dober večer in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Današnjo oddajo smo začeli z velikonočno poslanico in jo tudi nadaljujemo v prazničnem vzdušju. Sveta nedelja je po krščanski tradiciji zadnja nedelja pred Veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja naprej. V ta namen so v župniji Preska v soboto 24. marca v pastoralnem domu za osnovnošolce organizirali oratorijski dan, na katerem so se pogovarjali o skrivnostih Velikega tedna in velikonočnih praznikov ter izdelovali butarice in druge izdelke z velikonočno tematiko. Butarice simbolizirajo pot poslano z oljčnimi in palmovimi vejami ter cvetjem, ki je bila dobrodošlica Jezusu, ko je po obuditvi Lazarja veličastno prispel v Jeruzalem. Obredi cvetne nedelje kristjane spominjajo na to veselo dogajanje ter hkrati pripravljajo na dogodke Velikega tedna. Tradicija velikonočnih butar sega v 9. stoletje. Butarice pa se po slovenskih pokrajinah zelo razlikujejo med seboj. Narejene so iz zimzelenega rastlinja ali iz obarvanih oblancev. Ponovadi se da bršljan, oljko, cipresa, pa se da rstje. Za stabilizacijo, se pravi, da to orang drži skupaj, se da pa ponovadi karlijskove veje. In skod ste danes pripeljali ves ta material? Nabrali so ga župljani okoli svojih domov, pa tudi animatorji smo malo nabrali pa prinesli, pa otroci tudi sabo prinesejo.
Pravijo, da ni najbolj bistveno, kaj v butarico vpletemo, temveč je bolj pomembno, o čem pri izdelavi butarice in nato pri blagoslovu razmišljamo, ter seveda druženje vernikov. Udeleženci tokratne oratorijske ustvarjalnice so se vsekakor imeli zelo lepo. So vsi od 1. do 7. razreda, pa jih imamo zaenkrat 55 prijavljenih, mogoče je tudi tako še kdo prišel, tako da tam 55. Delavnico ocenjujete kot uspešno? Ja, mislim, meni je važno, da se otroci zabavajo in zgleda, da se res zabavajo. Pač tudi če se je tako izdelek malo po nesreču, meni je samo važno, da se imajo fajn. Z veseljem ustvarjajo, odnesejo domov, jutri pa prinesejo k maši in se jih blagoslovi in to je to. Dol so gor bršljaj, pa Kaj zdajle recimo delaš? Kaj to počneš? butarico, Zaviješ z vrvjo, zakaj? zato da bolj ne padejo dol delčki. In kaj boš potem, ko bo ta butarica končana, naredil z njo? Pol jo bom dal blagosloviti, pa Zakaj se butarico blagoslovi? zato, ker jo damo Bogu. Oljke pa bršljan bo, tole. Pol pa verjetno bo tele rsje, te rozni. Pa verjetno kakšne te vejce, smreče pa to. Koliko butaric si danes že naredil? Ja, zdaj pomagam ta drugmu. V drugi delavnici pa so otroci ustvarjali velikonočne križe iz papirja. Tukaj smo delali križke iz revij pa časopisov, ki smo jih zvili v polžka in potem smo jih skupaj zlepili v obliki križka. In v čem je tvoj križek, bom rekla, poseben, da veš, da je ravno tvoj? Kakšen je? Kaj različne barve. Ta barva ti je všeč? Ja, Kaj boš potem počela s tem križkom? obesila ga bom na steno. Pa sicer uživate tukaj, kaj počnete še razen, da ustvarjate? Tukaj mi je všeč, pa vsakič delamo nekaj posebenega. Ja, najprej so zvila, tako časopisan papir, pa so ga pa se pravi zlepili z lepilom in pol te take kroglice, ki so nastale, so pa še skupaj zlepili in je tako v obliki križa, tako simbolično. Kaj bodo potem naredili s temi križki? Ja, tako mislili smo, da bi bili za kakšne obeske, za naključjih ali pa lahko jih imajo tudi sam tako, recimo v sobi, da se spomnijo malo večkrat. Da recimo molja ali pa na Boga ali pa tako. Pomagala mi je ena animatorka, pa ko ga bomo doma vzeli, ga bom pa tudi jaz na steno obesil. Potem kdaj, ko si doma, recimo narediš kakšno stvar še enkrat, ti je všeč tukaj, ko ustvarjate, kaj najraje počneš? Ja, kdaj, če mi je tako ful všeč, naredim še doma. Kaj pa sicer počnete tukaj, razen da ustvarjate križke? Butarice delamo tudi. Otroci so po prijetno preživetem sobotnem dopoldnevu svoje izdelke odnesli domov, butare pa v nedeljo še na cerkveni blagoslov. Blagoslovljena butarica ima različne namene. Ponekod se razdre in se zelenje razporedi po vseh prostorih v hiši za blagoslov, zelenje pa se lahko odnese tudi na vrt, polje ali v hlev. Poročali smo o tem, da je Brina iz Vaš, 6-letna deklica s cerebralno paralizo, na kontrolnem pregledu in terapijah v ZDA, kjer ji je dr. Park pred 2 letoma uspešno izvedel operacijo. Da je lahko odpotovala tja, ste zaslužni tudi vi, darovalci v akciji Klic dobrote, ki jo vsako leto organiziramo v sodelovanju z župnijskimi Karitas. Poleg Brine je bila vaših darov deležna tudi Kornelija iz Zavrha, prav tako 6-letnica s cerebralno paralizo. Sledi odgovor, kako daleč je od novih opornic tako imenovanih ortoz. V tednu slovenske Karitas konec leta 4 župnijske Karitas trkajo na naša in vaša srca in zbirajo sredstva na 3 načine. Zbrana sredstva na koncertu so namenjena za majhno obdarovanje oskrbovancev v Centru za starejše Medvode, sredstva zbrana prek položnic v lokalnem glasilu Sotočje si župnijske Karitas razdelijo za svoje potrebe in naloge, sredstva, ki pa so bila zbrana v času naše oddaje Klic dobrote,
Tokrat v višini dobrih 1800 evrov pa so bila namenjena 2 6-letnicama s cerebralno paralizo, Brino iz Vaši in Kornelijo iz Zavrha. Ja, župnijski Karitas se vedno 2-krat na leto srečamo, skupni sestanek imamo in pred akcijo vaše televizije se zberemo in pogledamo, vsak svoji župniji pogleda, komu bi namenili ta sredstva. In lansko leto v tej akciji smo namenili Korneliji in Brini, kar se pa zelo zahvaljujemo, nabralo se je zelo veliko sredstev, tako da upam, da smo vsaj mal delček pomagali tem 2 punčkam. Ja, medsebojno sodelovanje župnijskih Karitas, ki deluje v občini Medvode, imamo zelo lepo urejeno, tako da poskrbimo za vse. Radi pa bi skupni sestanek dobrodelnih ustanov, ki so v občini Medvode, tako da bi skupni močmi bi še več dosegli, pomagali lahko. Še enkrat več se je izkazalo, da v primeru, da naši gledalci vedo, komu darujejo, ni težav z darežljivostjo. Kako ste zadovoljni z odzivom ljudi? So sprejeli Kornelijino zgodbo za svojo? Ja, glede na iztržek smo zelo navdušeni, za kar se res iz srca zahvaljujemo. Presenečeni smo nad odzivom in res veseli, da se je tako iztekalo. Kornelija je bila rojena 3 minute za bratom dvojčkom Jean-Lucom v 30. tednu nosečnosti. 3. dan je za Kornelijo nastopila dihalna kriza in krvavenje v možganih. Posledica pa diagnoza cerebralna paraliza 4. stopnje. Tako kot Brina pred dobrima 2 letoma je bila tudi Kornelija pred slabim letom dni na operaciji v Združenih državah Amerike pri znanem in priznanem specialistu dr. Parku. Gre za operacijo na hrbtenjači, poimenovani selektivna dorzalna rizotomija. To je nevrokirurška tehnika, ki se uporablja za blaženje spastičnosti oziroma povečanje mišičnega tonusa na spodnjih udih. Ja, z napredkom smo zadovoljni, gre v pravo smer, moramo biti pa potrpežljivi, kolikor se da. Koliko terapij na teden sedaj Kornelija še mora dati skozi, vsak dan, skoraj dan? Ja, vsak dan, pač tukaj tudi mamica dela z njo in gremo na privat terapije, tako da 4-krat na teden gremo sigurno ven. In izračun pokaže, da gre za privatne terapije, ki jih zavarovalnica ne krije, vsak mesec ena plača. In kot pravijo Kornelijini starši, so veseli, da bo, vsaj takšno vest so prejeli, sredi aprila dr. Park prišel v Slovenijo, saj si po slabem letu dni od operacije v Združenih državah Amerike ponovnega odhoda tja ne bi mogli privoščiti. Sredstva, ki so jih pridobili preko naše oddaje, so dodali kupčku, ki ga hranijo za nakup novih ortoz v Nemčiji. Ja, te ortoze daleč smo, ne vem, moramo še malo zbrati, na dobri polovici smo. In ta pripomoček jo bo stabiliziral v nogah, da bo bolj poravnano stala in pa pač, da je pač neko potuho v narekovajih, sicer je to zelo dobro za njo, da bo tudi prej postala samostojna, na kar nam je cilj. Zakaj mogoče ne ortoze v Sloveniji, ampak v Nemčiji? Ja, zakaj v Nemčiji? Dejansko je to, toliko so naprej, da jih tam znajo narediti. Tukaj žal še manjka tiste detajli, ki bi jih lahko tukaj naredila, ampak izkazalo se je, da tukaj te ortoze ne škodujejo, ampak škodujejo zato, ker niso dosti kvalitetno narejene in jih pač tudi ne more zaradi tega uporabljati. Ker če ima ona ortoze, da jo tišči, pa nekaj skozi boli, pač nima pravega smisla in namena. Cena je? Cena ortoz v Nemčiji je 6 do 10 tisoč evrov. Zdaj bomo pa videli, koliko bomo pa mogli na koncu plačati. Aprila, konc
gremo gor v Nemčijo in bomo videli, kaj bojo rekli, koliko so njene noge se izboljšale in kaj potrebuje. Tudi Kornelijini starši so si za cilj zadali, da odraste v čim bolj samostojno osebo, da se postavi na lastne noge, tako in drugače, in da gre jeseni, tako kot bratec Jean-Luc, ki ne trpi nobenih posledic prezgodnega rojstva, v običajno osnovno šolo. Ja, kot starš si predstavljamo, da bo punčka samostojna, da bo funkcionirala, da bo sama ostala iz posle, da gre na WC, tudi s pomočjo pripomočkov, da gre na sprehod, vsaj okoli hiše, če nekaj več. Normalno bo šla pa v šolo jesen, v Piranče tukaj, imela bo sošolce, sošolke in upam, da jo bojo tudi otroci sprejeli malo drugačno. Postaviti se na lastne noge je tudi Kornelijina želja. Da bova s prasom tegala okrog, pa želim si, da bi čim prej hodila, pa da si želim, da bi bratec, da se skupaj igrava čim več. Kakšna sestrica je? Ja, dobra sestrica je. Želim si, da bi čim prej skutila, pa da bi lahko skupaj tekla naokoli, pa da bi šli jesen na Šmarno goro. Jeseni na Šmarno goro. Kaj se pa običajno igrata, kadar se igrata? Igrava se gasilce, pa z avtočki. Pa ti veš, kaj bo ona, ko bo velika, kakšno željo ima? Ja, gasilci. Kaj pa ti? Tudi gasilci. Danes smo slišali, Kornelija čaka na nove ortoze, Brina je na kontrolnem pregledu v Ameriki in sporoča nekaj. Kaj sporoča Brina? Ja, Brina sporoča, da mi je zmanjkalo malo denarja in si vse gledalce, da bi nakazali mogoče kar na Župnijska Karitas Preska, ki imajo kontakt z njo, da bi direktno tudi nakazali potem Brini v Ameriko. Čaka pa zelo, čaka na ta sredstva, ja. Mislim, da je pa to okrog 2000 evrov. Kdor želi, lahko še vedno prispeva tudi za Kornelijine ortoze in to tako, da se poveže Župnijsko Karitas Pirniče, kjer imajo zanjo odprt namenski račun. Nekaj potrebnih podatkov o tem, kako pomagati, lahko dobite tudi na naših videostraneh. Zdravstveni dom Medvode tradicionalno 2-krat na leto organizira test hoje na 2 km, ki udeležencem pove, kakšna je njihova telesna zmogljivost. Izmerijo pa jim tudi vrednost krvnega sladkorja in holesterola. Spomladanskega testa na Bonovcu se je udeležilo kar 64 občanov, med njimi pa je bilo zgolj 10 moških. Rezultati so bili vzpodbudni, splošna zdravstvena slika udeležencev je dobra, še največ pa jih ima težave s povišanim holesterolom. Že zgodaj zjutraj je bilo na Bonovcu pri Nordijskem centru zelo živahno. Večina jih ni bila prvič, test hoje pa je priložnost, da preverijo, kako zmogljivo je njihovo srce, ožilje in dihala. Najbolj se priporoča za ljudi stare od 20 do 65 let, ki nimajo nobenih kroničnih bolezni. Po novem imamo tudi 2-minutni test stopanja na mestu in pa 6-minutni test hoje. Oba sta pa namenjena ljudem s kronično boleznijo. Zdaj 6-minutni test hoje je za ljudi od 20 do 65 let s kronično boleznijo. 2-minutni test stopanja na mesto je pa za vse tiste, ki so stari nad 65 let in da je tudi pridružena kronična bolezen oziroma da je kronična debelost, to pomeni indeks telesne mase nad 40. Udeleženci so se po opisu in po ogrevanju sprehodili do Plečnikove kapelice, kjer so čim prej prehodili 2 km in dobili rezultate srčnega utripa, nato pa prišli še nazaj na pregled vrednosti krvnega sladkorja in holesterola. Ljudje dobijo sam vpogled v svojo telesno kondicijo, koliko v bistvu so zmožni prehoditi, koliko hiter, njihovo splošno zdravstveno stanje. Preveri se tudi krvni sladkor, holesterol, to je na koncu testa. Zdaj nam pa te podatki dajo informacije, koliko so občani ozaveščeni in koliko so tudi telesno zmogljivi. Tokrat se je testa udeležilo 64 udeležencev, številni med njimi pa so bili že večkrat.
Ne, sem bila že prej, nekaj let že. In kako se ti je zdelo, naporno? Ne, sem v redu mi je bilo. Kakšni so pa rezultati letos v primerjavi s takrat, ko si že bila? Mislim, da sem letos bolj hodila, ampak nisem ziher. Pa kako sicer vzdržuješ svoje zdravje, da recimo ohranjaš dobro kondicijo? S kakšnimi športi se ukvarjaš med letom? Poleti recimo kolesarjem ali pa tako grem na kakšen sprehod, drugače pa tudi v šoli imamo kaj takega. 5. že. In zakaj pridete sem? Malo za kontrolo, da vidim, kje sem. V primerjavi s preteklimi leti, kako je bilo letos? Mislim, da še celo majčkeno boljše, kakor prejšnja leta. Pa kaj sicer naredite za to, da ste aktivni, zdravi? Veliko hodam, drugega pa nič. Danes ste se udeležili testa hoje na 2 kilometra. Je to prvič za vas ali gre se? To je že 8. Je to. In kaj potem na podlagi teh rezultatov ugotavljate v primerjavi s preteklimi leti? Se kako tale vaša hoja izboljšuje? Moja hoja kar v nekem enakem ritmu. Že precej let, ne? Tako da jo tudi zdaj zdržujem. Isto kot nekje nazaj teh 5-6 let. In kaj vam potem povedo, ko pridete na cilj, ko vidijo vaše rezultate, kaj običajno, kakšne napotke dobite? Ja, da naj kar naprej tole na tem delam, na rekreaciji pa tako vztrajam, da drugače pa kar v redu pravijo. Pač da vidim, v kakšni kondiciji sem, pač pa kakšno je zdravje, kakšno je holesterol pa tako naprej. Ne. V primerjavi s preteklimi leti, kako je bilo letos? Ja, sam test je bil boljši, dočim imam pa majčkeno povišen holesterol, ne, pa malo sladkor. In zakaj pravijo, da je temu tako? A zakaj? Pač treba bo še bolj paziti na prehrano. Pa upoštevate potem tiste napotke, ki vam jih dajo tukaj? Ja, poskušam. Kaj sicer naredite za svoje zdravje? Rekrearam se, vsak dan hodim. Vsak dan Stari grad. 6 do 7 na teden. Indeks telesne zmogljivosti se izračuna na podlagi časa hoje, srčnega utripa po opravljeni hoji, upošteva pa se tudi starost in spol udeleženca. Organizatorji ugotavljajo, da se opazi napredek udeležencev, ki pridejo na test vsako leto, in to je tudi eden od namenov testa. Seveda ob najbolj pomembnem, da sodelujoči lahko na enostaven način vidijo, ali so v primerni telesni kondiciji in ali bi bilo potrebno še kaj dodatno narediti za svoje zdravje. Tokrat so pri 11 udeležencih ugotovili povišane vrednosti sladkorja v krvi, več kot polovico, kar 38, pa jih je imelo previsok celokupni holesterol. Za uspešno izvedbo testiranja je tudi tokrat skrbela ekipa Zdravstvenega doma Medvode. Danes nas je 12, samo iz Zdravstvenega doma Medvode, plus še zunanji izvajalki, študentka medicine, ki bo prikazala temeljne postopke oživljanja, in pa seveda naša študentka kineziologije, ki jih pa tudi ogreva. Vsem udeležencem so predstavili tudi postopek oživljanja in ker znanja ni nikoli preveč, vam bomo po koncu nocojšnje informativne oddaje predvajali še prikaz oživljanja, ki ga je izvedla vodja projekta Za življenje. Pretekli četrtek je v prostorih podružnične osnovne šole Sora potekala skupščina občine Kulturne zveze Medvode, na kateri so delegati kulturnih društev izvolili novo vodstvo. Predsedniški mandat je prejel Janez Meglič iz Kut Jarem, mesto nove podpredsednice pa je pripadlo Ireni Sonc Šlenc iz Zgodbe Medvode. Na četrtkovi skupščini se je zaključil mandat Franca Plešca, ki je bil zadnjih nekaj let predsednik občinske kulturne zveze. Na njegovo mesto pa je bil postavljen Janez Meglič, ki je bil predtem pri zvezi član upravnega odbora in predstavnik Kuda Jarem. Že na skupščini je podal svoj načrt za vodenje te zveze, izpostavil pa je tudi nekaj projektov, ki jih namerava uresničiti tekom svojega mandata. Sem izredno vesel, da sem imenovan na to, če bi lahko rekel, to delovno mesto, predsednik občinske kulturne zveze Medvode. Ja, jaz sem na skupščini omenil 10 točk programa in da ne bi zdaj vseh 10 točk našteval, bi morda omenil samo prvo točko. Občinska kulturna zveza bo letos prvič organizirala Aljažev teden, in sicer od 4. maja do 11. maja. In tukaj bi izpostavil,
da bo društva iz občine Medvode odšla na Slovensko Koroško v gledališče Cingelc in tam bi imeli eno kulturno izmenjavo. Seveda osebno si želim, da bi z novim vodstvom vzdignil ugled OKZ-ja in pa seveda sodelovanje z vsemi društvi. Tukaj imamo 11 kulturnih društev in tukaj jaz mislim, da je en velik potencial in le v tistem sodelovanju z vsemi društvi bomo lahko vzdignili ugled društev in pa seveda tudi občine Medvode. Na skupščino OKZ-ja pa je prišel tudi župan Nejc Smole, skupaj s katerim so se člani upravnega odbora OKZ odločili, da bo potrebno poiskati prostore za kulturno zvezo, kajti do sedaj je zgolj gostoval po drugih društvih. In naslednja stvar, kar je pa bila zelo pomembna, kar bo zelo pomembna, je pa iskanje prostora za občinsko kulturno zvezo, kot do sedaj smo gostovali po društvih. Tukaj se odpira ena možnost, da bi tukaj dobili prostore, v katerih bi se srečavali z člani društev, bi se pogovarjali, razgovarjali in prišli tudi do določenih idej. Hud šok za zvezo pa so bile govorice, da nekatera društva želijo iz OKZ-ja izstopiti. No, to so govorice, do sedaj so samo govorice, na sami skupščini ta ideja ni padla, da pa seveda se tukaj v občini Medvode marsikaj govori. Upam pa, da novo vodstvo, če je že ena taka misel v nekaterih društvih oziroma v enem društvu, bi se pa pač pogovarjali. A navkljub optimističnim besedam je v ponedeljek potekalo glasovanje o izstopu iz OKZ-ja pri društvu Fofite, ki se je na koncu odločil, da bodo izstopili iz občinske kulturne zveze. To je bil prvi izstop iz zveze, zato ne moremo reči, kakšne posledice bo to imelo za društvo in za samo zvezo, če bo sploh imelo kakšne. Na zadnji seji občinskega sveta so si svetniki zastavljali celo vprašanje, kaj sploh še predstavljajo zveze društev. Predvsem se je porajal dvom o enotnosti znotraj športne in kulturne zveze. Z dnevnega reda seja so namreč umaknili razpravo in odločanje o športni strategiji, medtem ko predlog enega izmed svetnikov, da bi z dnevnega reda umaknili tudi predlog novega pravilnika o priznanjih v kulturi, tako imenovanih pletenicah, ni dobil zadostne podpore. Večina svetnikov mu je dala svoj da. Dejstva so sledeča. Nov pravilnik o priznanjih na področju kulture je sredi lanskega leta predložila sama občinska kulturna zveza. Svoje soglasje k končnemu besedilu so dala vsa kulturna društva povezana v zvezo. Občinski svetniki so brez pripomb na zadnji seji v lanskem letu sprejeli osnutek pravilnika, razen Alenke Žobik Unavr, ki je menila, da naj ostane vse po starem. In dejstvo je, da tudi na predlog pravilnika, ki je prav zavoljo vsesplošnega strinjanja z besedilom ostal popolnoma nespremenjen, nihče izmed svetnikov ni vložil amandmaja, niti ni prišla, vsaj uradno ne, nobena pripomba strani občinske kulturne zveze. In potem, tik pred sejo občinskega sveta, se porodi dvom, ali je občinska kulturna zveza vendarle enotna, če predstavnik enega izmed društev predlaga umik točke z dnevnega reda. Kdo je to bil, Stane Ulanec, ki je ta predlog prenesel v sejno sobo, sicer ni povedal. Župan Nejc Smole se je spraševal o smiselnosti umika te točke, vendar predlogu ni nasprotoval. Ne gre pa ta predlog na glasovanje. Vsekakor, če večina občinskega sveta meni, da bi s tem nastala kakšna škoda oziroma da bi lahko si naredili več sitnosti, kakor pa plusa, strani župana ni prav nobene ihte, da se to sprejema. Je pa res, da bi pričakoval, da so tudi občinska kulturna zveza malce bolj usklajena, ker to predlaga, ker sicer izpademo vsi malce nekredibilni. V tem primeru, da smo si na jasnem, predvsem občinska kulturna zveza. S predlogom pa Stane Ulanec ni prepričal dovolj svetnikov, zato je točka ostala na dnevnem redu. Najbolj slikovito je svoje videnje stanja opisal Lato Vidmar. Zdaj je zelo modern, da je to več slikarjev dela eno sliko, da so inštalacije in tako nekaj podobnega. Tle je precej avtorjev dela eno sliko in zdaj se ne more zmeniti, kako je tista slika prav postavljena, ne vejo kam podpis dati, da bo prav na steni visela. Jaz predlagam, da to sprejmemo. Vsekakor ima kulturna zveza možnost
predlagati kasneje kakšne spremembe in ko bojo prišli na vrsto na občinskem svetu, se bo o tem razpravljali. Do takrat je pa prav, da sliko obesimo tako, kot je zaenkrat mišljena, pa naj se potem avtorji zmenijo, če bojo podpis kam drugam dali. In kaj pravzaprav ponuja novega nov pravilnik? Še vedno ostajata dve vrsti priznanj, ki se podeljujejo na proslavi ob kulturnem prazniku. Pletenice za življenjsko delo in pletenice za enkratne dosežke na področju kulture. Po novem pa je zapisano tudi to, da priznanje podeljuje župan, da o izboru prejemnikov priznanj ne odloča več strokovna komisija, ki jo imenuje Kulturna zveza, ampak strokovni svet za kulturo javnega zavoda Sotočje, ki tudi vodi postopek in predvsem zagotavlja sredstva za izvajanje pravilnika. To slednje se je v praksi že moralo izvajati, saj občinska kulturna zveza za celotno delovanje pridobi manj kot 1000 letno, le izdelava pletenic pa zna preseči strošek 2000 evrov. Člani odbora smo v razpravi o tej temi tudi bili soglasni o tem, da je to način, kako bo občina zagotavljala kontinuiteto nagrajevanj kulturnih delavcev, neodvisno od tega, kakšna je občinska kulturna zveza in ali ta občinska kulturna zveza funkcionira ali ne, ker je to na nek način tudi ena moralna obveza do vseh tistih, ki na področju kulture dolgo časa delajo in je prav, da prevzame to nekdo, ki ima preko javnega zavoda oziroma občinske uprave tudi strokovne podlage, da to naredi. Slišati je bilo predvsem, da si kulturniki želijo podoben status prireditve in podelitve priznanj, kot je na večeru športa. Kot rečeno, je novemu pravilniku v imenu stranke SMC-ja nasprotovala zgolj Alenka Žavbi-Kunaver. To gradivo je prišlo iz strani občinske kulturne zveze. Župan ni bil nikoli prisoten pri kreiranju tega pravilnika. Župan ni nikoli potihem sufliral kulturnim delavcem, dajte, da lahko še par medalj podelim na leto zraven, ker se tako rad slikam. In zadeva je bila usklajena z vsemi društvi. Sedeli so enkrat, meni se zdi, da do polnoči klele na občini. Zakaj me to tako žalosti, to vaše posploševanje? Zato, ker se spomnim, da so potem prihajali še maili nazaj, ko so društva odpisvala, ker to se ne zgodi velikrat, so odpisvala, super, to je bil pa fajn sestanek, zadeve smo uskladili, dolgo se že nismo tako vsebinsko pogovarjali. Tako da, tako, kot so eni drugi že rekli, ravno tako tudi jaz presenečen, kaj je zdaj ta zadnja minuta, ki je očitno v naših zvezah zelo razširjena, ne, sodelujem, potem pa skočim stran. In če je tukaj v tem pravilniku napisano, da je to župan, pa če nihče z amandmajem ni tega oporekal, se pa resno sprašujem, saj to ni županova eksplicitna želja. Ne? To je želja in morda ponos za to, kdo bo čez 10 let župan ali čez 15 let župan v tem lokalnem okolju, nihče ne ve. Ali županja. Pa vendarle, morda pa tem ljudem na dolgi rok bo ponos, da bojo enostavno sprejeli iz rok seveda predstavnika kulturne zveze, predstavnika ali predsednika komisije in tudi župana to priznanje. Dragan Đukić je predlagal, da bi razpravo o novem pravilniku zaključili, dokončno odločitev pa vendarle predstavili na naslednjo sejo, vendar s predlogom ni uspel. Da res nima smisla, to se strinjam s tem, da neki potoči zvoniti, čeprav so pripravili, pa še zmeri neki ni v redu, ampak mi tega ne vemo, res. Lahko to naredimo, da odločanje predstavimo na naslednjo sejo, razpravo smo opravili in mogoče dobimo sam še neka nova dejstva. Jaz sem danes pred samo sejo, ko je bilo govora o umiku določenih točk z dnevnega reda, dobila informacije, da zveze niso več to v občini Medvode, kar so bile. In potem je potrebno reči Bobu Bob in je potrebno reči, kdo je tisti, ki lahko razpravlja. Ker če pa člani občinskega sveta in občinska uprava, strani civilne sfere in zvez, ki naj bi zagovarjali javni interes, dobimo določeno informacijo, se moramo pa na njo obrniti. In ker jaz kot članica občinskega sveta ali pa kot predsedujoča ali pa kot podžupanja nisem dobila strani občinske zveze nobene pripombe na predlog sklepa, Kulturne zveze je logično, da o teh stvarih razpravljamo in se odločamo in prevzamemo seveda vso politično odgovornost, kako se bomo odločili. Večina svetnikov je na koncu vendarle dvignila roko za nov pravilnik o priznanjih občine Medvode na področju kulture. Sami zapleti in razprava okrog pravilnika o priznanjih na področju kulture pa da slutiti, zakaj drug, bistveno bolj prepišen pravilnik o financiranju kulturne dejavnosti, še ni prišel na dnevni red seje občinskega sveta in v tem mandatu očitno tudi ne bo.
Ne le materinski, ampak kar starševski dan so prejšnji četrtek pripravili učenci podružnične osnovne šole Sora v sodelovanju s številnimi gosti. Idejni vodja medgeneracijskega projekta Nasta Kopač je želela predstaviti šege, navade in običaje skozi rdečo nit prireditve, ki je bila, rad bi ti povedal, nekaj lepega. Prireditev je izraz želje po povezovanju, tako različnih generacij na istem modru, kot tudi povezovanje šole s širšo okolico. Ker smo si želeli, da bi naredili eno malo večjo prireditev in sicer za več generacij in ker smo krajevna skupnost in si vedno želimo, da bi sodelovali tudi z ostalimi iz cele občine, smo se odločili za mal širši projekt, ampak je bil kar zahteven, moram reči. Ne le materinski dan, kar bi bila tradicija v teh dneh, ampak starševski dan so si zamislili v podružnični osnovni šoli Sora in izvedli v krajevni dvorani. Ko sem premišljevala, ko sem gledala izreke, reke in tako, in poslušala različno glasbo, sem ravno naletela na Brandija, ki tako nekako srčno to pesem nekako zapel, rad bi ti rekel nekaj lepega. In to smo mi želeli sporočiti vsem staršem, zato jaz temu rečem ne materinski dan, ampak starševski dan. In torej vsem na svetu, ker kaj nam manjka? Manjka nam ljubezni. Na odru so bili tako učenci podružnične šole Sora in njihovi starši, učenci in njihovi stari starši, celo po 3 generacije skupaj, pa sestrice in bratci ter gostje, ki so obujali spomine na minule čase in običaje. Želela sem predstaviti šege, navade, običaje, kar imam tudi sama zelo rada, in predstaviti tudi otrokom in staršem, in tega počasi nimajo več, ne vedo več in naši običaji se izgubljajo, ker sem počasih tudi sama tukaj nastopala in pela in poznam tako rekoč tudi veliko še sodelujočih tukaj v Sori, sem jih povabila tudi k sodelovanju. Že sicer je bil tudi vezni tekst prireditve Naste Kopačeve osebno zelo izpoveden, na odru pa je nastopila tudi njena hči Manja. V torek sta sestri in blogerki Ana Jelovčan in Petra Kalan, ki je tudi sodelavka naše televizije, v prostorih turističnega društva Zbilje organizirali prvi del njune akcije izmenjave otroških oblačil. Brez skrbi, nič še niste zamudili. Petra in Ana na svojem blogu pišeta veliko o njunih izkušnjah s starševstvom in velikokrat preko blogov staršem tudi pomagata. V začetku pomladi pa sta se odločili, da bosta staršem pomagali še za izvedbo akcije izmenjave oblačil. Gre za izmenjevalnico oblačil, zaenkrat ostajava pri oblačilih, mogoče v prihodnje tudi bomo menjavali kakšne igrače, kakšne druge pripomočke za otroke, ampak zaenkrat oblačila. Delujemo pa v principu poštene menjave, toliko kosov, kolikor prineseš, lahko odneseš, ne bomo nič komplicirali, kakšnega več, kakšnega manj. Pač, da se imamo fino, da naredimo nekaj dobrega za okolje in da bomo vsi zadovoljni na koncu. To je namen najnega projekta. Do same ideje pa sta prišli iz lastnih starševskih izkušenj. Ideja je nastala čisto iz lastne prakse, zaradi tega, ker ves čas nekaj menjujem, izmenjujem in sortiram cunja svojih 3 otrok. In se mi je zdelo fajn, če bi to nekako razširili še za večji krog in je nastala ideja o izmenjevalnici. Prav tako vas vljudno vabita, da če imate doma kaj, kar bi bili pripravljeni podariti, to prinesete v torek 3. aprila med 17. in 19. uro v prostore TD Zbilje, v soboto 7. aprila pa bo na stojnicah ob Zbiljskem jezeru potekala sama izmenjava oblačil. Lahko prinesejo oblačila, pa obutev že naslednji torek od 5. do 7. zvečer bova s Petro tukaj. Drugače pa na samem dogodku, ko bo 7. aprila od 11. do 15. Pridejo, prinesejo število kosov oblačil, kolikor jih zmorejo in kolikor jih želijo zamenjati. Pridejo, zamenjajo in to je to. Že ta torek se je zbralo veliko število oblačil in prav gotovo se jih bo veliko zbrali tudi v prihodnje, tako da bodo imeli sodelujoči na tej izmenjavi pester nabor oblačil. Vsa oblačila, ki pa jih ne bodo uspeli izmenjati, pa bodo potem podarjena dobrodelnim organizacijam. Torej, upava, da bomo čim več oblačil zamenjali, kar jih pa ne bomo zamenjali, pa ne bodo ostala nekjer v kakšnih skladiščih ali pa kaj, ampak bodo šla v dobrodelne namene, Karitas, Humana, to bomo še potem videli, koliko bo ostalo, tako da sigurno v dober namen. Če bi se te akcije radi udeležili, pa vas še kaj zanima, organizatorki rade volje odgovorita na vaše vprašanja.
Več lahko izvejo na najni Facebook strani Petrana, kjer bova tudi sproti informirale, kaj vse se bo dogajalo. Mogoče lahko pošljajo tudi vprašanje na mail, lahko tudi osebno, če naj srečo, naj vprašajo, tako da bova vesela vsakega vprašanja in z veseljem bova pomagali. No. Vsem materam so z lutkovno predstavo in nastopom otroškega zborčka vrtca Smlednik ob njihovem prazniku voščili tudi v Kulturno-umetniškem društvu Smlednik. V nedeljo 25. marca so namreč njihovi najmlajši ustvarjalci matere povabili na predstavo Mali Medo in Mojca Pokrajculja. Vsem materam so z otroško gledališko predstavo in nastopom otroškega zborčka vrtca Smlednik ob njihovem prazniku voščili tudi v Kulturno-umetniškem društvu Smlednik. V nedeljo 25. marca so namreč njihovi najmlajši ustvarjalci matere povabili na lutkovno predstavo Mali Medo in Mojca Pokrajculja. Prva predstava je govorila v Malemu medvedku, ki je izgubil dudo, in pol so otroci mu pomagali, da bi ga najdeli, in pol so ga najdeli in je medvedek rekel, da ne rabi več dude, da je že prevelik za to. Kaj pa je bilo v drugi predstavi? V drugi sva pa tudi midve nastopale in je pač Mojca Pokrajculja je naredila piskaček in je pač so v njega prišli različne živali in to sva bile tudi midve in to je to. Najmlajša skupina odrskih ustvarjalcev Kuda Smlednik trenutno združuje 13 otrok, vse od vrtčevskih let pa do 5. razreda osnovne šole. Mi boš povedala, kaj si pa ti nastopala? Miška. Miška si bila. A je bila zahtevno biti miška? Ti je bilo kaj narodno? Ja, mi je bilo malo. Mečken treme si imela, ampak veliko pa ne. Jaz sem medvedka poteležila. Si ga poteležila v predstavi? Ja. Zakaj pa jokal? Zato, ker je izgubil Dudo. Dudo je izgubil. A si mu kakšno pesmico tudi zapela? Ja. Otroci se na odru igrajo gledališče, nad njihovim ustvarjalnim razvojem pa bedi mentorica Breda Rovšek. Okvirni moto gledališke lutkovne dejavnosti je gremo se gledališče. Otroci se igrajo gledališče na odru, tako kot se igrajo recimo doma, z svojimi igračami, z lutkami in tako pač dobijo neke izkušnje. Na odru je fajn, da so otroci nenarejeni, pristni, otroški. Preko pač improviziranega igranja ustvarjajo igro vlog in to je to. Preko lutk otroci tako gradijo in razvijajo svoj domišljijski svet, postajajo bolj ustvarjalni, preko izkušnje nastopanja pa pridobivajo na samozavesti. Preko lutk se otrok bolj odkrije in lažje se izraža in tudi nekje je čustveno bolj vezan na lutko in preko lutke se otrok zelo sprosti in vse tisto, kar ima v sebi, lažje pove. V Bredini skupini pa posledično uživajo tudi otroci, ki se na odru povsem sprostijo in pozabijo, da pravzaprav nastopajo pred polno dvorano gledalcev. Meni je fajn, zato ker mi je tako dan in pa mi ni dolg čas. Pač, da se kaj naučimo, pa tudi nastopamo, pa pač, da bomo se kaj naučili, pa da bomo imeli kakšne izkušnje iz tega. Kako vama je pa všeč ustvarjanje z lutkami? Meni je zelo všeč, ker se učimo različnih prijemov z lutkami, pa take stvari. Meni pa pač je všeč, ker, ne vem, spremeniš osebo in si en drug pač. Zakaj pa rade ustvarjate z lutkami? Zakaj rade igrate na ta način? Zaradi tega, ker pač imaš veliko prostega časa in začneš in ti bo bolj zabavno. Jaz pa zato, ker uživam v tem, pa rada tudi veliko prostega časa je, pa ja, uživam v tem, ko igram lutke. Zelo super je. Kaj ti najbolj všeč? Ker nas pusti, da se lahko na koncu še malo zletamo.
Za materinski dan so otroci svoje mamice presenetili z lutkovno predstavo, nekateri pa so v svoji izvirnosti šli še korak dlje. Danes praznujemo kateri dan? Materinski dan. In sta vedve, kje posebej danes presenetili mamice? Ja. Kako? Sem dala 2 rožice. Kaj pa ti? Pa grlico naredila. Rumeno in oranžno. Jaz sem jo polepšala, da sem zjutraj ob 7 prišla k njej in sem jo čakala, da se zbudi. Pa sem pa vmes še zaspala, in pa zjutraj sem tako držala sliko in je videla, kaj smo naredili v šoli. Kako si jo pa ti presenetila? Pa če sem zjutraj, kada da ni noč, takrat, ko smo delali, sem od četrtka, ne vem, skrivala, pa pol sem skrila z očem in pol ne vem, če zjutraj sem po zajtrku nekaj tazga jedam, pa še predstava je tudi del tega darila. Včeraj v soboto smo naredili mami en dan prej materinski dan, zato ker smo imeli danes toliko dela, pa cel dan smo bili nekje. Bolj zaradi tega in najprej smo mami smo naredili prejšnji dan namige, pol smo šli, ko smo naredili namige, smo jih naslednji dan zjutraj dali mami, smo dali ta prvi namig in je pisali, naprimer, je bil en namig, da gremo v McDonald's in pol je mogla ugotoviti, kam gremo v McDonald's. Ali pa, ko smo šli na Kranjsko goro, pa je mogla ugotoviti, kaj je tam najbolj všeč. Za konec prireditve ob materinskem dnevu pa so se na odru predstavili še otroci vrtca Smlednik iz skupin Škratki in Sovice, združeni v zborček ob mentorstvu Jožije Lovčan. V soboto se je v Nordijskem centru Bonovec na kljub 10 stopinjam nad ničlo zbralo lepo število ljudi, saj so za zaključek tekaške sezone organizirali tek na smučeh po starem. Tekmovalci so se lahko preizkusili na več kot 25 let starih tekaških smučeh. Letošnja sezona teka na smučeh na Nordijskem centru Bonovec je bila navkljub zelo nepredvidljivemu zimskemu vremenu zelo uspešna. Čeprav jih je toplo vreme v januarju prestrašilo, se je izkazalo, da so se tudi v takem vremenu nekateri ljudje še vedno hodili rekreirati na Bonovec, v februarju in marcu pa je sneg pritegnil še večje število obiskovalcev. Ja, moram reči, da kar dober, ne? Glede na to, da je bil januar zelo topel in da nikjer po dolinah ni bilo takrat snega, sicer tukaj je bilo nekaj, ampak ne toliko, da bi normalno obratovali. Moram reči, s februarjem pa marc je bil pa zelo dober in moram reči, smo kar dobro urejali progo, bilo je veliko ljudi, bili so zadovoljni, saj mislim, kar sem jaz slišal, je bilo precej zadovoljstva, tako da je bilo lepo urejeno in lepa sezona, bom rekel. Uspešno sezono pa so zaključili to soboto z organizacijo tekmovanja Tek na smučeh po starem, kjer so sodelujoči tekmovali v teku na tekaških smučeh, ki so morale biti starejše od 25 let. Vsem tekmovalcev je bil omogočen prost vstop na Nordijski center, potem pa so jih še pogostili s pasuljem in toplim čajem. Samo tekmovanje na starodobnikih organizirajo na Bonovcu že vrsto let, s čimer tudi pomagajo pri ohranjanju te tradicije. Ja, da se bi se ohranili tudi nekaj teh smuči, kar se tekaških tiče. Zdaj za alpsko smučanje po starem imajo v nekaterih krajah to obstaja, za smučarski tek pa ne. Zato smo mi pred parimi leti že poskušali to in zdaj nekako vsako leto, sicer vedno smo malo prepozni, takrat, ko ni več sezone, tako da nekaj se jih pa pojavi in nekako skušamo spodbujati, da ne bi teh starih smuči stran metali, ampak da bi jih shranjevali, da se tudi tukaj nekako ohranja ta dediščina.
V zadnjih nekaj letih pa lahko vidimo tudi velik porast števila obiskovalcev nordijskega centra, navkljub temu, da so tekaške proge urejene tudi na Soriškem polju. Ja, porast je sigurno, ker v zadnjih letih se sploh športna rekreacija nasplošno in pa vzdržljivostni športi, rekreacija v vzdržljivostnih športih zelo povečuje in čezdalje več ljudi teče na smučeh. Zdaj, mi smo tudi urejali progo Jeprca pa do Kranja nekako, pa so me spraševali, ja, pa vam ne bo ljudi, ne, vedno jih je še več, ne, če mi proge še okrog naredimo, več ljudi teče, vsako leto več ljudi teče, bom rekel, no. S tem dogodkom pa je bila tudi zaključena sezona teka na smučeh na Bonovcu, tako da če si ga letos še niste obiskali, boste imeli priložnost šele prihodnjo sezono. Kot smo že poročali v prejšnji informativni oddaji, imamo novega športnika in športnico leta v Medvodah. Naziva, ki sta bila prejšnjo sredo podeljena na 18. večeru športa v Medvodah, sta šla v roke smučarski tekačici Anamariji Lampič in strongmanu Matjažu Belšaku. Sicer je bilo na prireditvi podeljenih še 18 malih in 12 velikih plaket ter eno športno priznanje. Nagrade in nazive najbolj uspešnim športnikom in športnicam ter športnim kolektivom v Medvodah v letu 2017 je na podlagi prijav podelil razširjeni 7-članski strokovni svet javnega zavoda Sotočje Medvode. No, komisija ni imela težkega dela, glede na to, da si naši ti predlagatelji kar dobro preberejo pravilnik in že sami ovrednotijo, katero priznanje naj bi predlagani dobil. Je pa imela težko delo letos pri izboru športnika leta, kjer smo imeli kar 3 enakovredne kandidate in potem je soglasno dobil največ glasov Matjaž Belšak. Strongman Matjaž Belšak se je naslova športnika leta razveselil prvič. V športu, ki sicer ni olimpijski, ima pa svojo svetovno serijo tekmovanj, imenovano Strongman Champions League, je v letu 2017 postal najmlajši skupni zmagovalec doslej. Sigurno, če pač občina Medvode se odloči, da do vseh športnikov, ki imamo res ogromno v Medvodi, izredno mene vsako leto preseneča, izberejo mene kot športnika leta, je sigurno to dodatna pohvala, dodatno izkaz nečesa, da smo na pravi poti in sem zelo vesel in se zahvaljujem. Nagrada je bila podeljena za tvoj naslov svetovnega prvaka v svetovni seriji. Nam lahko poveš kaj več o tem? Verjamem, da je Medvoščanom ta zadeva kar precej nepoznana. Ja, to je po angleško, če bi rekel Strongman Champions League, to je šport, ki je bil včasih na Eurošportu je bila ta liga. To so različne discipline, od vleka tovornjakov do dviganja betonskih kugel, do dviganja debel nad glavo. Vse te discipline, ki jih vidimo lahko na televiziji ali pa kakšnem filmu, to je pač Strongman. S 25 leti je Matjaž pravzaprav šele na začetku svoje športne poti, čeprav se je začel s tem športom ukvarjati že pred svojim 20. letom starosti. Tako kot vsak vrhunski šport zahteva njegovo popolno predanost z vsakodnevnim treningom v domačem fitnesu, kjer upravlja statične vaje, specifične vaje, ki zahtevajo več gibanja in posledično več prostora, pa opravi v Kranju. Če ga torej na treningu še lahko srečamo v domovini, ga na tekmovanju ne bomo, saj se strongman tekmovanja odvijajo le v tujini. Ja, sigurno, kakor vsak vrhunski oziroma tekmovalni šport bomo gledali pač cel spektar, to je od fizične priprave do psihične priprave, do regeneracije, do pravilne prehrane, da dovolj spimo. Pač vsaka malenkost, ki jo lahko izboljšamo, bo to tudi boljši rezultat na koncu. In če hočemo biti pa uspešni, moramo napredovati in to napredovati še hitrejši kot naš nasprotnik. Kako izgleda tvoja sezona, kje se udeležuješ tekmovanj, koliko jih je na letni ravni? Ja, naša sezona je kar dolga, ponovadi se začne, saj letos je bilo tako začetek marca, konča pa s koncem oktobra oziroma novembra, tako da off sezone ni prave oziroma je bolj kratka, tudi ko končamo, je kratek oddih, potem se pa že pripravljamo na naslednjo sezono. Ampak tako sem si izbral, dokler ne bo poškodb in bom to z veseljem počel, bom tudi to se udeleževal, kolikor dolgo bo šlo pač. Naziva športnica leta pa se je prvič razveselila tudi smučarska tekačica Anamarija Lampič za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Slavila je na generalki pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu, kjer je lanskega februarja zmagala v šprintu v klasičnem koraku. Nagrado je v njenem imenu prevzela mama Anka Lampič. A kje se nahaja, nam zaupate? Nahaja se na Kitajskem, ki imajo še eno FIS tekmo v šprintu. Potem pa končno počitek? Ne, ima še sponzorske obveznosti drug teden, potem je državna prvenstva, so še nekaj, potem gre pa res na zaslužen počitek.
Sezona je bila dolga in naporna, pa povejte vi kot mama, kako jo spremljate oziroma kako spremljate oba svoja otroka tekača na tej vrhunski stopni, ko se kosata z najboljšimi? Sem že povedala, da jaz največkrat grem stran, potem posnetke pogledam, mož je pa bolj vztrajen pa gleda v živo, tako da sproti komentira, kaj narobe naredi, je pa zelo naporen, tako bom rekla. Kaj opažate, koliko ene osebne predanosti temu športu je potrebne, koliko motivacije, koliko ste recimo tudi kot družina vpleteni vse skupaj, da zares lahko funkcionirata in da lahko Ana potem poseže tudi po tako velikih dosežkih, kot je zmaga svetovnega pokala? Ja, mislim, da je za tem vsa družina stoji za Janezom, tako da če hočeš biti uspešen v športu, mora dobesedno cela familija živeti za to. Tudi letošnja olimpijska sezona je bila za 22-letno smučarsko tekačico iz Valburge več kot uspešna. S 30. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala je bila najboljša slovenska predstavnica, s 6., 7. in 8. mestom pa se je izkazala tudi na olimpijskih igrah. Zdaj dobesedno gre za 3 tedne, gre na morje, na toplo, da se pregreje tele premražene kosti. Potem pa verjetno že kar začetek za novo sezono, treningi najprej lahko, potem pa naprej skozi težje. Nagrade športnikom so podeljevali župan občine Medvode Nejc Smole, v.d. direktorja javnega zavoda Sotočje Medvode Aleš Kalan in tekač Bogomir Dolenc, ki je navzoče povabil k dobrodelnemu projektu 42-42. Letošnjo jesen bo namreč v 42 dneh odtekel 42 maratonov, enega tudi v naši občini. Podeljenih je bilo sicer 18 malih in 12 velikih športnih plaket. Malo plaketo so prejeli med drugim tudi 3 športni kolektivi, tako da so nagrade šle v roke skoraj 60 športnikom in športnicam Medvod. Športno priznanje pa je prejel ožji organizacijski odbor festivala Medvode v gibanju, Športne zveze Medvode in javnega zavoda Sotočje Medvode. Zdaj, to je kar velika zadeva bila, no. Mislim, da kar velike organizacije, kar nekaj časa nam je to vzeli, že pred priprav. Tako da lani je bilo sicer prvič, je bilo zelo, bom rekel, še toliko bolj zahtevno, kot bo zdaj. Čeprav moramo pa vsak let narediti nekaj novosti, če hočemo, da pač gre zadeva naprej in da je vsak let uspešnejša. Festival je v svoji prvi izvedbi združil več kot 300 prostovoljcev. Na nočnem teku je teklo 400 tekačev, vseh športnih in spremljevalnih dogodkov pa se je udeležilo več kot 1000 obiskovalcev. V teku so tako že priprave na drugi festival, ki bo letos med 1. in 3. junijem. Tek na Sotočju pa bo prvič uvrščen tudi v pokal nočnih tekov. In tak festival, bom rekel, kar precej je kar dobrodošel, zato ker teh prireditev praktično prej je bilo zelo malo, zdaj pa tukaj dejansko smo ta vikend, v bistvu je to en vikend športnih prireditev in želimo si, da bi vnaprej bilo še več takih zadev, predvsem v smislu rekreacije, tukaj tudi poudarjamo rekreacijo, tako da bi bilo čim več tudi skozi leto rekreativnih prireditev in rekreacije v Medvodah. Večer športa pa je spet poskrbel tudi za nadvse pester spremljevalni program. Žal pa se je ponovno izkazalo, da medvoški športniki te prireditve, ki je namenjena prav njim, ne sprejemajo kot vrhunec in praznovanje svojega letnega dela. Kako drugače si razlagati večinoma prazne sedeže v dvorani, sploh če upoštevamo vzamemo oceno, da v Medvodah v različnih športnih panogah organizirano trenira okrog 3000 športnikov in športnic. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme zadnjega 18. kroga. Hidro je v prvi B ligi izgubil doma zmagovalci lige in končal na 4. mestu z 20 osvojenimi točkami. V ljubljanski ligi je bil odigran 19. krog, obe medvoški ekipi sta igrali v Ljubljani in obe zmagali. V torek je Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Mestne zveze upokojencev Ljubljana oziroma Osrednje slovenske pokrajinske zveze na centralnem strelišču v Ljubljani v okviru pokrajinskih športnih iger organizirala tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško. Pomerilo se je 11 ekip, 7 moških in 4 ženske. Tako med moškimi kot ženskimi ekipami sta zmagali 3-članski ekipi Društva upokojencev Medvode.
V drugi slovenski košarkarski ligi so Medvoščani v tretjem krogu lige za obstanek premagali ekipo Grosuplja. Brez poškodovanega kapetana Dejana Bunčiča, ki je za ekipo izgubljen do konca sezone, so v gosteh slavili 77-67. Po polovici lige za obstanek Medvoščanom kljub dvema porazoma v prvih dveh krogih trenutno kaže najbolje. Po 6 krogih zadnji 2 mesti sicer vodita v tretjo slovensko košarkarsko ligo. Naslednja tekma jih čaka v sredo 4. aprila v domači dvorani proti Konjicam, v soboto 7. aprila gostujejo pri Ljubljani, sezono pa bodo zaključili v nedeljo 15. aprila s tekmo proti Grosuplju v športni dvorani Medvode. Medvoški policisti so tokrat v Medvodah obravnavali eno prometno nesrečo, do nje pa je prišlo, ker povzročitelj ni upošteval sistema zadrge. V Smledniku so obravnavali kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Med ostalimi dogodki pa poročajo o ogledu kraja požara v kuhinji stanovanjske hiše, ki se je zgodil v Vašah. Na območju policijske uprave Ljubljana, kamor sodi tudi občina Medvode, se pojavlja povečano število vlomov v stanovanjske objekte, predvsem v popoldanskem času. Policisti zato opozarjajo, da ne nasedajte neznancem, ki sprašujejo ali ponujajo različne usluge, poleg tega pa nikdar ne zapustite hiše, ne da bi jo prej zaklenili. Če boste opazili karkoli sumljivega, takoj javite policistom na številko 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Pozivajo vas tudi, da si poskušajte zapomniti izgled sumljivih oseb in številke registrskih tablic vozil, s katerimi se pripeljajo. Medvoški policisti še sporočajo, da bodo v naslednjih dneh poostreno nadzirali voznike enoslednih vozil, torej motoriste in kolesarje. Ob prihajajočih praznikih pa vas opozarjajo tudi, da je uporaba možnarjev in ostalih naprav dovoljena le z ustreznim dovoljenjem upravnega organa. Uporaba pirotehničnih sredstev, katerih glavni učinek je pok, pa je prepovedana. Vabimo vas še, da tudi po koncu informativne oddaje ostanete na kanalu televizije Medvode. Se vas čaka še posnetek postopka oživljanja, kakor so ga predstavili v soboto v Nordijskem centru Bonovec. Nikoli ne moremo vedeti, kdaj nam bo znanje oživljanja prišlo prav in kot pravi latinski izrek, ponavljanje je mati modrosti. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Lepe praznične dni vam želi ekipa televizije Medvode in seveda nasvidenje. Zdaj, pomembno je, kot ste že rekli, da pač preverimo odzivnost in pa potem dihanje. Smernice trenutne so take, da pulza ne preverjamo več. Torej, ko ugotovimo, da je neodziven in ne diha, takoj v bistvu gremo na masažo srca. To. In kako to izgleda? Ugotovili smo, da ne diha, tako da mu sprostimo dihalno pot in gremo zraven. In 10 sekund preverjamo, na licu čutimo njegov dih. In pa gledamo prsni koš, če se dviguje ali ne, in poslušamo. 10 sekund je res dolgo, je pa treba te 10 sekund izkoristiti, ker moramo se res prepričati, ali on diha ali ne. In moramo začutiti vsaj 2 vdiha. 10 sekund. 8, 9, 10. In če ugotovim, da ne diha, res prve vedno pokličem na 112. Zato, ker oni bojo pomagali bolj kot jaz in kot laik nimam teh veščin. Medtem, ko oni prihajajo, pa začnem z osnovnimi postopki oživljanja in sicer poiščem točko, kjer bom izvajala masažo. To je ponavadi sredina prsnega koša, recimo pri moškem ponavadi med prsnim bradavicam. Vzamem dominantno roko, jaz sem desničarka, tako da recimo je desnica, in s trdim delom dlani izvajam stise. Roke morajo biti popolnoma ravne, drugo roko prekrijem in zaklenjem in 30krat pritisnem na prsni koš. Ugreznice morajo približno 1/3, se pravi nekje 5 do 6 cm in pa s hitrostjo 100 do 120 na minuto. Zdaj, za starejše gledalce to je recimo Golica, za mlajše pa Shine Bright Like a Diamond ali pa Staying Alive. Zdaj, če bi jaz znala pet, bi tudi zapela, ampak
pustimo to za zdaj drugič. Evo. Sedemindvajset, 28, 29, 30. Ko izvedem 30 stisov, grem na 2 vpiha. Zdaj temu se reče bolj 2 poskusa vpihov, ker če nista uspešna, se ne zadržujem. 80% v bistvu predstavlja tale masaža. Če pa želim delati vpihe, pa spet sprostim dihalno pot, zamašim nos in objamem usta in nežno, res nežno vpihnem. Se umaknem. Takole in takoj nadaljujem naprej z masažo. Ni bilo uspešno. Nažalost, noben še ni bil dosti dober, da bi našo lutko oživel. Ampak tako je, ne. Bistvo masaže pri nekomu, ki je res ponesrečen, je predvsem ta, da preprečimo dolgoročne posledice, ne. Za samo masažo redko koga oživimo. Je pa to ključno, po kolikem času po srčnem zastoju začnem z masažo, ker že po 3-4 minutah začnejo se zgoditi v bistvu take trajne posledice v možganih, ne. In če nam tudi potem z defibrilatorjem uspe oživeti človeka, pa smo predolgo čakali, se zna zgoditi, da bo imel trajne posledice, ki jih ne moremo oceniti naprej, no. In zato tudi mi opogumljamo ljudi, da pristopijo, ker z to masažo lahko dejansko preprečujemo ta postopek, a ne. Mi črpamo kri po telesu in ohranjamo možgane prehranjene, kar je bistvo. Zdaj, če pa smo blizu defibrilatorja, oziroma če imamo v okolici pomagače, je pa absolutno prioriteta, da pošljemo nekoga pod defibrilator, ker ta je pa ključni dejavnik, ki lahko pripomore k temu, da dejansko oživimo človeka, oziroma nam nekako pomaga z oceno, a ne. Zato, ker je to zelo pametna stvarca in ko jo enkrat priključimo, preveri, a srce bije ali ne. Zdaj, imamo različne modele. Jaz imam tukajle recimo en tak starejši model, novejši izgledajo večinoma takole. Zdaj v zaprti obliki takole, a ne, in visijo recimo na Gorenjskem predvsem pri gasilnih domovih, lekarne, občine, vse te javne ustanove. So pa vsi silno preprosti za uporabo, res. Imajo 2 gumba, največ. Eden je za prižgati in eden je za sprožitev šoka. Pri tem imamo recimo tukaj za prižgati in za sprožitev šoka. Torej, uporablja jih lahko vsak, učimo tudi na šolah, osnovnih šolah in se tudi otroci znajdejo. Bomo rekli včasih še bolj kot odrasli, zato ker ne komplicirajo, a ne. Vid gumb, ok, ta je za prižgati, ok, ta je za elektriko. Zdaj, če se upogunimo in prižgemo mašinco, nas bo ona peljala skozi cel postopek. Zdaj, ti novejši imajo celo tudi slikovni prikaz, a ne, in nas v bistvu mašina pelje še enkrat čez celoten postopek. Preverimo odzivnost, pokličemo na pomoč, sprostimo dihalno pot in pa potem nalepimo elektrode, so takele nalepke, na prsni koš in potem spet defibrilator oziroma AED preveri, ali je potreben šok, šokira in potem spet mi masiramo.